Totalna gniloba družbe se začne tam, kjer imamo zlo za dobro in dobro za zlo, kjer bolezen imenujemo zdravje in zdravje bolezen. Korupcija je v mnogih segmentih politike postala normalen pojav. Nikomur se ne zdi nenavadno, če trgovci varijo na tehtnici, pri cenah, če se genski sadovi prodajajo kot naravni, če si politik po krivici pridobi denar, tisk in mafijo. Ločitve v zakonu so nekaj normalnega, ne pa zvestoba in ljubezen v zakonu. Ubijanje otrok v javnosti ne velja za zlo, a gre za ubijanje nedolžnih in nemočnih otrok. Homoseksualci zahtevajo, da se jim razglasi zakonska zveza, a so samobolni. Potrebno je le zdraviti seksualno deviacijo. Feminizem se bori proti možem, a ne za enakost spolov. Agresivnost v družini se zdravi z ločitvijo otrok in zakoncev, namesto da se jim pomaga, da se spremenijo. Ateizem velja za normalen pojav, čeprav je jasno, da je to duhovna bolezen in deviacija. Čemu še naštevati? In to je dovolj, da se streznimo in popazimo, da ostanemo normalni, zdravi in ne potonemo skupaj s tistimi, ki ne vidijo ali ki temo razglašajo za svetlobo. Zahteva se nujna duhovna prenova posameznika in družbe.